Niti enega nimam. Dobil sem enkrat 3 ali 4 urje followerjev fake. Je nekdo meni dal prav namenoma, tako čez noč, ob 2 po noč, nekje sem v studiu delu in tako pogledam in tako vidim kar od enkrat Indija, Pakistan, Tajska, sami teme začnejo dodajati, pa sem posnel pa story in sem rekel, nekdo je to pač naredil, kdorkoli je, najdel te bomo, ne vem kaj vse, moja ekipa šla pa v akcijo, ne moreš tega izslediti. Nekdo je prav plačal in je določeno, ne vem, mene 10-15 kao znanim je dal te fake followerji. Pa se prav spomnim, da sem jaz mogel... Pomoš težave lahko s tem, ne? Ne, jaz sem prav 3000 ali 4000 njih ročno, rabo 1-2 dni, da sem vsazga posebej pač zbrisal. Ti lahko zbrišeš... Followerje. Ja. Followerje. Če te vidiš, da te nekdo followa, nočeš, da te followa, ga zbrišeš. Ja. A zablokiraš ga? Samo zbrišeš ga, pač, da ni več tvoj follower. Sam remove follower daš in to je to. Aha, takrat se prav spomnim, da sem to delal, ker meni je isto, naprimer, zdaj se je začel dogajati, da nekateri glasbeniki v Sloveniji boostajo svoje oglede na YouTube. To pa boostajo z prikaznimi oglasi. Ja. To pa v bistvu ti boš zdaj gledal moj spot in boš videl, ne vem, od enega XY artista, spot se bo pokazal za 7 sekund. Aha. In tudi če boš, ali pa 5, tudi če boš skenslil, njemu se boš te ogled zaradi tega, ker ti ga je YouTube usilil in temu se reče prikaz. In veliko folka to dela in tudi meni so se pač ponudili različne agencije v Sloveniji, a bi pač to naredil in sem jaz rekel, ne bi rad tega delal zaradi tega, ker mene zanima realno, koliko me folka organsko spremlja in posluša in na YouTubeu in na Instagramu in vse. In čeprav bi lepo bilo imeti 100,000 followerjev na Instagramu namesto 90,000, nisem nikoli bil to, kako bi rekel, fake. In zmeri isto, naprimer zdaj na YouTubeu ogledi so ful padali. Naprimer, jaz zdaj gledam, da je neko drugo število ogledov, kakor prej, leta 2017, 2018, 2019. Mislim, da je bilo da se 2019 to pač spremenili. Nek drug algoritem je, drugačen način štetja je in tudi moji spoti ne morejo več dosegati, naprimer spot Lagano, ok, je bil hit, ampak drugi spoti so tako povprečno so imeli v enem letu recimo da milijon ogledov ali pa 700-800 tisoč, a ne. Zdaj pa, če ima moj spot v enem letu 500 tisoč ogledov, je že full dober in poslušan in vse. In zdaj vidim v Sloveniji vse, kar ima nad 50 ali pa 100 tisoč ogledov, je že full dober, pač kar se tiče glasbe. In tudi to se je spremenilo. In zdaj, če bi jaz tako razmišljal, kaj je zdaj, moram bom nehati delati muziko, zakaj imajo moji zdaj spoti, ne vem, v 3 mesecih samo 300 tisoč ogledov, prej so imeli pa milijon. A ne, mislim, Lagano je imel v 3 mesecih milijon, sem je res bil pač hit, ampak tudi ostali so pol milijona, 1 milijon, kakorkoli. In pol je meni pač ekipa vse to povedala, Mijo razložila je tam in vse. čuka, ne, dobiš, kakor sem gledal. Načeloma bi moral biti, da na milijon v Sloveniji ti dobiš 900 evrov, ampak ker ti YouTube polovico vzame, ti lahko dobiš na milijon maksimalno 400-450 evrov. Ampak na koncu tudi to ni toliko maksimalno vrednoten, ker vsaka država ima svojo. Tudi jaz ti povem, na milijon ogledov nikoli nisem dobil teh polnih 450. Mogoče na milijon ogledov, če dobiš 400, je že full. Čisto odvisen, kako... lahko ti svojo statistiko pokažem, jaz sem full mal ogledov, ampak... Imaš pa daljše videe. Ti imaš daljše videe, pa je malo drugače to vrednoten. Ne vem, kako je. Ja, to je verjetno fora. Ja, ti imaš 2-3 minutni spot, jaz imam 2 uri. Jaz imam samo 2-3 minute, pa tudi zdaj vidim, jaz sem začel tudi ful krajše komade delati, zdaj delam vse komade, zadnji 3 komadi so bili 2 minuti 30. Zato, ker svetovno so se komadi znižali, prej je bilo povprečno 3 minute, pa 3,5, zdaj je že 2 minute, 2,5. Nima folk ta fokus span je full mehan, in ko smo že pri teh družbenih omrežjih, vsi so navajeni na to, da pač scrollajo in avtomatsko že to pač delajo in ful je težko privabiti nekoga z neko svojo vsebino in zato je pa tudi, naprimer, Instagram je pač ful padel, odkar je TikTok prišel. Ker so tam pač neki videi, vse se pač scrolla, oni videi, ki so viralni, ne vem, če trajajo več kot 10-15 sekund, ful je malo nekih viralnih videov, da trajajo 1 minuto. In ti tudi ne moreš v teh kajlah, jaz kot en glasbenik, v nekih 10-15 sekundah pač povem nekaj zanimivega ali pa poučnega ali pa nekaj o moji karieri ali pa muziki, in zmeri moraš pač privleči folk. In kva sem že hotel, nekaj sem ti hotel še povedati za te Instagram pa to. Ja, za Instagram sem hotel povedati, da
folk je pol rata kar mogoče obremenjen, da dela neke stvari ali pa objavlja neke slike ali pa neki pove na storiju sam zaradi pozornosti, zato ker naredim neki zato, da bo to privlekel oglede ali pa lajke pa vse. Ja. In ti moraš ven iz tega pač izplavati. To ne pomeni, kot sem jaz rekel, ne vem, bil sem v tej fazi, ko sem imel 10,000 lajkov na sliko, 40-50,000 ogledov na enem storiju, pa pol leta kasneje sem imel pa povprečno na sliki 6-7,000 lajkov. To ne pomeni, da sem jaz kaj slabš pač začel delati ali pa da jaz nisem več toliko relevanten, pomemben, zanimiv, kakorkoli. Meni nikoli ni tako, ampak na začetku mi je bilo malo čuden, kaj se pač to dogaja. Hvala Bogu, da imam ljudi, ki se s tem ukvarjajo, pa da mi razložijo, kako te stvari pač vse potekajo. In tudi, zakaj je meni, naprimer, v določenem trenutku malo rič padel, itak je vsem na določenem trenutku ti pade. Meni so povedali, jaz, naprimer, ko sem izdal spot, smo zmeri pač neko določeno vsoto keša uložili v Facebook promocijo pa Instagram promocijo. Se pravi, daš, 20-30 sekund svojega spota daš na Instagram in to daš promovirano in izbereš tam publika. Kaj storije menjaš, ti pride malo. Ali v postu, ali v storiju, kjerkoli ti pride. In pol smo videli, da skozi, ko smo to naredili, naslednjih 5 ali pa 10 objav so padle za 30-40%, je padel organski reach, zaradi tega, ker je to Facebook pa Instagram sta že skup, ta meta je zdaj. Oni so to začeli delati namenoma, zato ker so videli, da sem jaz investiral, da sem že rad njihov potrošnik in da bi spet čim več keša pač noter daju. In zdaj, kaj enkrat pač padeš v ta krog, zdaj je prišlo, prejšnji let sem z enim izmed podjetij imel, da enkrat na mesec eno objavo, oni pač dajo sredstva in jo jaz pač promoviram, zato da pač čim več folka doseže. In smo videli, da sem jaz mogel letos reči, da se meni organski reach toliko niža, da več tega pač ne moram delati. Ker vedno več, kad daš organski reach, ti pač nižajo, ker hočejo, da čim več... Oni hočejo, da več spendaš. Ja. No, daš popravil ta problem. Kao problem. Ja. Oni ustvarjajo ta problem. Oni ustvarjajo problem, da ga lahko rešijo. Ja. In na koncu pol si rečeš, to je vse pač en biznis. In meni so rekli, čim bolj pač bod aktiven na nekem temu TikToku, ker je tam algoritem zdaj drugačen in ful hitrej lahko priješ do nekega riča, pa vse. Pa zaston, dokler ni še prišel, tudi TikTok bo enkrat prišel do tega. Ampak so mi rekli, problem je ta, da ti kot glasbenik pa ne moreš neki ful svojega kontenta razen prek tega neke fore, da vključaš kaj svoj komad ali pa da ga drugi vključijo ali pa narediš nek kontest ali pa neki, ne moreš pa zdaj toliko forsirati pač svoje muske, skila pa tega vse, kar pač imaš, ker 100krat bolj bo gledan, če zdaj ti meni vodni balonček vržeš v glavo pa me tle poliješ, kakor pa, če bova midva govorila, ne vem, o moji karieri ali pa o uspehu ali pa o čemkoli. Ja, kakorkoli. Sej drugače moram reči, na ta For You page mi dost pač pride. Pridejo mi tvoji te, ko se pogovarjate največ, ko ste trije. Črnobeli. Takrat, ja, črnobeli. To mi dostkrat pride. Drugače pa moram reči, da ful mal gledam družbena omrežja in da zdaj, naprimer, ko sem bil na dopustu, mi je, mislim, da za 40% padel ta screen time. Wow. Ful gledam to, da se probamo od tega odvaditi. In tudi vsem zdaj, pač, ki nas gledajo, bi rad povedal še posebej mladim, ki sva prej rekla, hitro te lahko to pač posrka. Moraš se odvaditi od tega nekako. Najhuje, to sem že videl milijon teh motivacijskih govorov, pa folka, ki je govoril, najhuje, ko se zbudiš, pa prva stvar vzameš telefon v roke. Absolutno. In začneš scrollati. Po moje, da te to v lifeu najbolj bremza, če si na neki točki, ki bi rad nekaj dosegel, pa si rečeš, zakaj nisem še tam, kaj narobe pač delam, to narobe delaš, da prvo vzameš telefon. To sem se ful odvadil. In se mi zdi, da je to pač ful pomemben, da svoj cajt čim bolj nekako izkoristiš in da probaš ne padati v ta krog telefona, Instagrama, navideznega sveta, ker na koncu vidim problem, naprimer pri mladih, padejo v neke te TikToke, v neke fore, mime, šale, ne vem kaj vse, ki pa sploh nima veze z realnim svetom in s tem, kar se njim v realnosti pač dogaja. In to je pol v bistvu ti, ki si doma, si v enem svojem balončku, živiš v nečem, v nekem coni neki udobja, ampak ko prideš ven, pa tega pač ni, a ne? TikTok ni live, Instagram ni live, Facebook ni live, družbena omrežja niso live. Ja, ti pokažeš en delček svojega življenja, ampak prva stvar, na katero pač vsi pozabljajo, je, da vsak pokaže na družbenih omrežjih samo svoje highlights life-a.